Spoštovane obiskovalke, cenjeni obiskovalci, prisrčno dobrodošli na tokratni literarni matineji, ki jo bomo v celoti posvetili priročniku magistrice Lidije Šket Kamenšek z naslovom Ampak danes hočem drugače. O naslovu bomo spregovorili še kasneje. Za začetek bi le poudarila, da začetnice besed v naslovu tvorijo kratico, angleško kratico ADHD, ki označuje motnje pozornosti in ali hiperaktivnosti, o čemer bo danes tekla beseda, a vsekakor ne le v najožjem pomenu te besede. Se bosta gosti predstavili nekako širši pogled na problematiko s poudarkom nad tem, da je ADHD pravzaprav tudi priložnost za rast. Tako smo tudi naslovili ta dogodek, ker se nam zdi smiselno, neko tako pozitivno konotacijo dati že sam naslov. Torej, med nami prisrčno pozdravljam avtorico priročnika, magistrico Lidijo Šket Kamenšek, profesorico razrednega pouka, magistrico z področja specialne pedagogike in mamo 4 otrok. To je tudi pomembno povedati, ne? Poleg nje pa še recenzentko priročnika, doktorico Alenko Kobold, nekdanjo profesorico na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in še vedno aktivno na oddelku. In naj še povem, da sem vaju res zelo vesela. Zelo sem vesela, da ste se odzvali vabilu na ta dogodek in da imamo danes vsi možnost črpati vajino znanje, kar takole v živo. Gospa Lidija, priročnik pred nami je pravzaprav sad dolgoletnega dela na tem področju. Lahko bi rekli celo vaše življenjsko delo morda. Enkrat ste celo med pogovorom omenili kot nekakšen 5. otrok. Torej, zanima me, odkot ideja zanj, kdaj ste se odločili, da ga napišete in kakšen je bil ustvarjalni proces, ki je vodil do tega čudovitega rezultata? Hvala lepa. Priročnik v bistvu je to kot nekako življenje. Se mi zdi, kot otrok sem sanjala velike sanje. Danes jih živim in sem neizmerno hvaležna. Mogoče takrat si niti nisem vedela predstavljati. Življenje te pa pripelje, odpelje, srečaš ljudi in tako se potem vse nekako sestavi. Danes je ta priročnik tukaj. Se pa spomnim, začelo se je mogoče tudi, ko sem se sama začela spraševati, zakaj nekatere stvari drugače doživljam, zakaj ne razumem, kaj točno govorijo drugi. In je bilo tu mnogo vprašanj. Pri dodiplomskem študiju na razrednem pouku sem nekako zaključevala z temo odnos do nemirnega učenca in takrat sem rabila nekakšne usmeritve. Gospod Aco Prosnik, naš psiholog mariborski, mi je bil prijazen, mi je odprl vrata in se z mano pogovarja in prva stvar, ki je hotel vedeti, je, zakaj hočem to temo. Jaz na ta odgovora nisem vedela, ampak skupaj sva razmišljala, da v bistvu jaz to raziskujem zase iščem odgovore. In tu je bil prvi takšen, torej, a sem jaz ta nemirni otrok in tu so se nekako vrstili odgovori in hkrati novo raziskovanje. Na podiplomskem študiju je pa bilo vse, tu je bila Alenka, moja profesorica in tudi kasneje mentorica pri moji magisterski, je bilo pa vse fokusirano na nemirne otroke, oziroma otroke s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo. V bistvu raziskovala sem samo sebe, odgovarjala sem na svoje vprašanja. In potem, ko sem se zaposlila kot mlada učiteljica, ki sem imela občutek, da vse vem, vse obvladam, v razredu dobim točno takšnega otroka in si mislila, wow, ni problema, ampak bil je velik problem.
Ne on, ampak odnos, ki ga nisva imela, ki ga nisva spostavila. Jaz sem bila zelo, tako se mi zdi, samozavestna. To je bil moj predmet raziskovanja. Jaz to obvladam, ampak v bistvu ne. Vsak otrok ti prinese svojo zgodbo. Jaz sem prinesla svojo zgodbo, midva sva trčila skupaj. In potem se je raziskovanje znova začelo. Prav ta deček, ki je danes že mlajši odrasel, je meni pokazal, v bistvu bil moje zrcalo. Tisto, kar me je motilo pri njemu, me je motilo mene samo pri meni. In tu sva se iskala in kje sva se našla? Na najnem močnem področju, pravljicah. Tu sva se midva ujela. In znova mi je on pokazal moje zrcalo. In tu sem jaz tudi potem začela pisati pravljice in socialna pedagogika, ker sem opisala študij in raziskovala v bistvu otroke s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo in kakšen vpliv imajo pravljice na te otroke. Imela sem prav študij primera z tega mojega dečka. 3 leta sem ga spremljala, tudi kasneje, tudi zdaj ga spremljam. Ta deček je zelo, mlajši odrasel, zelo uspešen. Dosegel je svoje cilje, zdaj verjamem, da si jih zastavlja nove. In dejansko me je popeljal do mene same in do ostalih nemirnih otrok. Potem pa seveda sem postala mama, najprej žena, potem pa mama. Tudi ta odnos mož-žena, ko je mož mene, kako bi rekla, začutil moje resničnosti. In to je bil čas, ko sem se jaz preprosto umirila. Prej se pa nisem, ker sem se iskala. Nikjer se nisem našla tako kot v najnem odnosu. Ker me je sprejel takšno, kakršna sem. Vihrava, nemirna, hiperaktivna, izginjajoča, pa še marsikaj. No, tu in potem so se rojevali naši otroci, vsak unikat, najmlajši unikat na ne vem katero potenco, ki ima pa tudi zgodbo. Moja nosečnost je bila zelo zahtevna, to je pa potem vplivalo na njegove posebnosti. Tudi on ima, na začetku je bilo kar težave, ne vem, zelo nemiren, vse zdaj tudi. In to je bilo tudi spodbuda za moje raziskovanje in nastajanje tega priročnika. V bistvu ta priročnik po magisteriju je bila to nova želja, želim iz tega še nekaj narediti. In sanjala sem, želim napisati nekaj, kar bom tudi sebi odgovarjala, nekako odgovarjala vsem, ki imajo podobne zgodbe, podobna vprašanja, izzive. In sem vpletla tudi zgodbe vseh teh otrok, ki sem jih jaz osebno poznala in tudi nekatere mamice so mi povedale zgodbe svojih otrok. Od dojenčka pa tja do osnovnošolca, to je obdobje, ki sem ga zelo, kako bi rekla, predstavila v delu. Hkrati sem pa tudi nekaj drobcev vpela tudi zgodbo našega Tineta in njegovo ljubezen oziroma njegovo čudenje ob konjih. Tako se mi zdi, da se vse skupaj pripelje. Včasih kakšne stvari niti nisem slutila, pa so se zdaj nekako povezale. In tako je plod vsega, pa ne samo to, tega mojega razmišljanja. Hkrati so tudi tu ljudje, ki so me tako ali drugače podpirali, knjige, ki sem jih prebrala, spodbude, ki sem jih dobila, da se delo nekako spelje do konca. Ja. In zdaj ni konec, ampak je znova začetek. Zdaj pa to delo mora priti do ljudi, do otrok, do staršev, do vzgojiteljev, učiteljev. Hvala lepa. Ja, tako lepo vaša zgodba pove, da ima vsaka stvar nekako svoj smisel. Potem pridemo v življenju, nas pot pripelje tudi res do velikih stvari, če jih delamo s srcem. Prepričana sem, da današnji obiskovalci to temo kar dobro že poznajo. Za tiste, ki bodo pa kasneje pogledali posnetek, pa mogoče, kaj pa sploh, da bi opisali, kaj pa sploh ADHD je, o tem se ogromno piše. Ko sem začela urejati vašo knjigo, sem tako malo pogooglala, člankov je ogromno, ampak kakšna je neka taka, kako bi rekla, preprosta definicija? Ja, to je angleški termin.
poslovenimo ga tako težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo. To so otroci, ki jih recimo opazimo v šoli, se ta fenomen posebej izrazi, ko otrok mora sedeti pri miru, ko se mu da kakšno delo, ki ga mora opraviti, potem, ko ne more dokončati svojega dela, ko teka okoli, plazi se po tleh. Torej, tega otroka, zdaj če malo simptome predstavim, tega otroka zmoti vsak dražljaj. Recimo danes bi bil tukaj takšen otrok in najprej bi malo poslušal, potem bi se začel dolgočasiti in opazoval bi vse kaj tu. Potem ne bi samo opazoval, prijemal, padalo bi, ne. Torej, otroka pritegne vsak dražljaj in mu sledi. In potem pride nov dražljaj in temu sledi. Zdaj v razredu se to vidi, sedi, potem že stoji, teka, je pri oknu, je pri vratih. To je tako ekstremno zdaj predstavljeno v ekstremih, ne. To so težave s pozornostjo. Hiperaktivnost je pa zelo nemiren, droben nemir, ne, opazimo droben nemir. Pri mlajših opazimo to tekanje. Naš Tina nikoli ne hodi, on vedno teče. Ne, vse je, želi veliko stvari narediti, to hitro, ne. Pa vse to luštno zgleda, samo včasih pa stvari ne grejo, pa se polivajo, pa se razbije, ne. In tako, ti otroci so zelo hitri, potem pa impulzivni, ne. Recimo vznemiri se zelo hitro, vzkipi, razjezi, razbije, udari. Ne? To so zopet teh ekstremih. V šoli opazimo, jaz pravim, ko pridem v razred, mi ni treba nič govoriti, samo malo pogledam, ne? Pa vidim te otroke. To je tisto, kar mi opazimo. Česar pa ne opazimo in s tem se najbolj ukvarjamo, ne opazimo pa, da so to zelo prisrčni, srčni, zelo empatični, pripravljeni pomagati, ustrežljivi, sočutni, ne vem, tako prijazni, vljudni. Ne pa mi pa nekdo pravi, jaz pa ne vidim v tem otroku nič tega. Mogoče se je toliko stvari mu že zgodilo, da je zdaj se usmeril neko drugo vedenje, ne. Prej tega nismo opazili. Vsak tak otrok ima močno področje, ker je on dober, zelo dober, ne. In ko se ukvarjamo s težavami, moramo se hkrati ukvarjati tudi s tem močnim področjem, ker tam mu lahko, v bistvu tam ga pritegnemo, tam je otrok pozoren, tam otrok ni nemiren, opravi tisto stvar, ker ga izjemno zanima, ne. In to močno področje je nekako polje, ker si bo v prihodnosti lahko pomagal sam. Ne, tako, tu so pa seveda tudi učne težave. Ne. Zaradi vseh teh simptomov, ki sem jih prej omenila, otrok težje sledi učni snovi. Ne more recimo rešiti nekih nalog. Doma težko sedi pri domačih nalogah. Ne, vsega vznemiri. Prav zaradi teh simptomov. Ne pa, da je on nesposoben ali pa da ne zmore. Ne. Mi pa znova vidimo, ne, tega ni dokončal, onega ni dokončal. Pri onih stvari pa zmore delati, ne. Seveda, ker je to njegovo področje, ki ga zanima. Ne. A ja, pri oni pa ni, ne. Ne, zato ker ga to tukaj ne zanima in se odmakne od tega. Ne. Toliko. No, pravzaprav ta vaš priročnik se zelo osredotoči prav na ta močna področja, na tem, da iščete pozitivne stvari, ne, v teh težavah. Doktorica Alenka Kobolt je napisala spremno besedo k knjigi in je med drugim napisala že takoj v začetku, da pravzaprav gre za zelo samosvoj prispevek dosedanjim virom z tega področja. Pa bi vas vprašala, gospa Alenka, v čem je dodatna vrednost tega dela? Ja, jaz bi začela s tem, lahko to? Če bolje, ja. Jaz bi začela s tem, da sem Lidijo spoznala takrat, ko je pri nas opisala na socialni pedagogiki magisterij, da so teme, ki se na magisteriju obravnavajo različne. Hvala. Odvisno od tega, kakšno temo si kandidat oziroma študent ali študentka zaželi. Tam je drugi magistrant, ki ima čisto drugačno temo, kolega iz istega letnika od Lidije. In bi nekaj rekla o tem, kako sem jaz Lidijo doživela. Jaz nisem imela pojma, da ima ona tovrstne težave. Opazila pa sem, da je hitra,
da je rekla, pove svoje mnenje, zna najti trenutek, ko je dobro, da pove, zna tudi biti tiho, da zasleduje svoje cilje, zelo vztrajno. To se spomnim, da ko sva se iskale, kdaj se dobiva, da je nekako zelo jasno povedala, želim, da se dobiva takrat, ker prej ne morem, in sva se eno soboto dobile, ko ste posebej si prišla v Ljubljano. Skratka, živahna, modra, aktivna oseba. In ko sem bila njena mentorca pri oblikovanju tega magistrskega dela s tem fantkom, kar je opisala, sem spoznala njene druge plati. Torej eno mehkobo, s pravljicami se je ukvarjala, kar je tudi povedala, in z odliko magistrirala. Potem se nekako niso več videvale, in me je to, ko je poslala svoje delo, ki še ni bilo v tej obliki, kot je zdaj, me je pravzaprav tako prijetno presenetilo. In ko sem brala in ko sem gledala in ko sem dala kar nekaj pripomb in vedno napisala, tu je moje mnenje, upoštevaj, če želiš, če sprejmeš, upoštevaj, če ne sprejmeš, naj ostane tvoje. Sem nekako prvič, to je bila ta njena nekak hitrost reagiranja, ampak hkrati je bila pa odločnost. Zdaj pa nadaljujem pa s tem, kakšne so moje izkušnje z mladimi, ki imajo tovrstne težave. Jaz sem 10 let delala kot psiholog v vzgojnem zavodu. To je bila moja prva služba. Čisto sveža iz fakultete, brez znanja. Takrat o ADHD-ju sploh nismo še govorili. Imenovalo se je, če je imel otrok kakšne težave, sem ga navadno jaz peljala kot pedopsihiatru, dr. Hrastarju. Naredili so v bistvu posnetek, takrat še ni bilo CT-ja in teh stvari, delovanja možganov, kar je bilo možno takrat, se pravi. In se je ugotovilo, da ima minimalne cerebralne disfunkcije. To pomeni, da možgani ne delajo tako in da so lahko odkloni na eni, drugi, tretji, četrti funkciji. In to je tudi temeljna značilnost teh težav, ki imajo to vrstno opredelitev, še danes. Ti otroci so zelo raznoliki. Kaj je tista, kje so šibke točke? So odvisne še od drugih dejavnikov, od dednosti, od vzgoje, od oblikovanja, od prvih korakov, pravzaprav od nosečnosti tudi. Tako da je to cel splet dejavnikov, tehle medicinskih, nevroloških, potem pa velik del teh psihosocialnih dejavnikov, kako smo odraščali. Tudi zase lahko rečem, da je moja mama, ki je študirala medicino, rekla včasih, da imam jaz sršene v ta zadnji. To se je takrat reklo, če si bil nemiren. In mogoče ima vsak od nas kakšne take posebnosti, ampak ne glede na to, da sem po osnovni izobrazbi psihologinja, sem mnenja, da te klasifikacije, te oznake, to je pravzaprav so samo sheme, ki pomagajo strokovnjakom, da se naredi neka razvidnost in da se loči recimo med A in B. Sicer je pa vsak individualen in to seveda velja tudi za otroke. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Imam pa še nekaj zapisano, zdaj sem šla tako, ker so le asociacije dobile. Zelo lepo ste povedali, predlagam tudi, da se mogoče to malo usede, da zdaj naredimo kratek premor in prisluhnemo mladi glasbenici Neži Ani Kamenšek, ki nam bo nekaj zaigrala na svoj saksofon.
Hvala. Gospa Lidija, poleg spremne besede doktorice Kobold pa v knjigi najdemo tudi nekaj mnenj staršev in vzgojiteljev, ki so to vašo knjigo, ta vaš priročnik prebrali in so napisali izredno lepo mnenje. Pa bi vam postavila eno vprašanje, ki vam ga najbrž več staršev postavi. Kaj je tisto, po čemer lahko v svojim otroku mogoče prepoznamo ADHD, oziroma po čem vemo, kako lahko in kdaj tudi prepoznamo. Namreč, ko sem brala ta vaš priročnik, sem našla kar nekaj strani, nekaj stvari, v katerih sem našla recimo svojega sina, ki ima 4 leta. Ne vem, a je to mogoče čisti slučaj ali je res kaj na tem. Skratka, kot mamica sem se vprašala, kako pa to vedeti? V bistvu je vsak, kot smo že prej rekli, da vsak ima nekaj teh posebnosti. Pri otrocih, ki imajo težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo, se eno vedenje traja dlje časa in to izpostavlja se predvsem v šolskem obdobju. Ker to osnovne šole se mi zdi, da se dopuščajo posebnosti. Otroci so zelo tako hitri, radovedni, težko počakajo, zelo čustveni, vse to. In ne moremo reči, včasih je tako malo krivično, ko rečemo, so hiperaktivni, niso, zato je potrebna diagnoza. In tudi v šoli so kakšne stvari, vedno se vprašam pri otrocih, ali je, kaj se je z otrokom zgodilo. Včasih je lahko otrok zelo nemiren, zelo hiperaktiven, ali pa zelo eksploziven, ker se mu je nekaj zgodilo doma. In takrat se potem on na takšen način odziva. To je v bistvu nekakšen ventil, da da tisto, kar ga teži ven. Tako da otrokom dopuščamo, da so takšni. Tudi tisti, recimo, marsikdo nima diagnoze, pa ima, recimo, je zelo nemiren. Ampak nekako zmore speljati, osnovno šolo. Težava je, ko so pa ti simptomi zelo izraziti. Takrat pa je smiselno se usmeriti oziroma najprej pri zdravniku se o tem pogovoriti, z otroškim zdravnikom pogovoriti in povedati svoje strahove. Potem vzgojiteljice v vrtcu tudi znajo povedati, oni kar hitro omenijo staršem kakšne otroške posebnosti. In potem pač opazujemo, smo čuječi. Fino je potem tudi, če opazimo se vprašamo, kdaj se z otrokom to dogaja. Ali ko ga peljemo v nakupovalni center, ali jaz kot mama sem zelo vznemirjena, v službi se nekaj dogaja, v odnosu z možem se nekaj dogaja. Otrok bo to izrazil z nemirom in se to bo poznalo v vrtcu. In mi se vedno v šoli vprašamo, a je vse v redu doma, si govorila, recimo kolegice, ste govorili z mamico, je vse v redu doma, ko otrok s svojim vedenjem to v šoli izraža ali pa v vrtcu. Vedno je tako treba celostno, tako radi včasih posplošimo, ne moremo, dokler ni diagnoze, o tem ne govorimo. Smo pa pozorni in pa če otroku nekaj ne ustreza s svojim vedenjem, bo to izrazil. In takrat je to za nas en signal, da stvari naredimo drugače. Izberemo druge stvari. Recimo, naš Tina je bil v Europarku 3-krat ali 4-krat. Zato, ker prvič, ko je šel, so bile velike težave, tako vznemirjen, tako tekajoč otrok, da ne je bilo prav strah, kaj se bo zgodilo z njim. Ampak zdaj mu nič ne manjka, ker ni bil v Europarku. Smo pa izbirali druge stvari. Včasih starši popoldne, sem bila jaz malo tako zadrege, pri 4 otrocih, pa mož, ki je imel svojo firmo, jaz nisem mogla otrok vrtčevskih voziti na dejavnosti. Mi smo imeli dejavnosti doma, ker smo ustvarjali, pekli, pripravljali, bili zunaj. To je bil naš čas, nismo hodili po ne vem kakih dejavnosti. Prvič, ker jaz tudi nisem zmogla vsemi,
Pa se mi zdi čisto prav. In zdaj staršem pravim, to ni potrebno, vzemite si čas, to prinaša otroku mir. Odnose, igre, ustvarjanje, v tem uživajo, urijo motoriko, ker ti otroci imajo predvsem težave z motoriko. Naš Tina je imel velike težave, na začetku se spomnim, on je mogel rezati, zjutraj so se mu rokice strašno tresle. Ja, kaj smo delali? Jaz sem brala zjutraj, on se vstal, smo risali, on je risal, on je ustvarjal po svoje. Vaja dela mojstra in mojster dela vajo. Tako da odzivati se, začutiti otroka, prepoznati in ga potem usmerjati in se odločati. To pomeni, da tudi urnik spremenimo, to pomeni, ne bomo imeli ne vem kakšnih dejavnosti. Tu se odločamo in izbiramo. Se mi zdi smiselno, ker to pomeni, da se potem tudi naš odnosi doma izboljšajo. Če otroka silimo v neke stvari, ki mu niso, bo se on svojim vedenjem odzval. Ne vem, meni kot mami je neprijetno, da pridemo nekam in bo tam ne vem kaj vse počel. Smo hodili nekam na obisk in smo imeli na hladilniku tele magnetke, in gospa je bila zelo se bala za tiste magnetke, naš Tine. Vedno v tistih magnetkih. Pa nismo več šli tja, to je bil mir, To mame ne moti. Ampak tako potem izbiramo. Nekateri pravijo, kaj to zdaj vse pomeni? Ja, ne vem, jaz imam rada nekako take notranji mir, take odnose, In to se mi zdi pomembno. Pri teh otrocih pa zelo, ker izražajo svojim vedenjem, kako se počutijo. In to mi opazimo. Ni pa strah za preplah, če so malo bolj živahni, zgovorni, radovedni, hitri, včasih se zelo razjezijo, ker jim nekaj ni prav. Povedo. In se mi zdi tako, bi vsi mogli biti, iskreni, pokazali. Jaz ne znam skriti, če sem slabe volje. Ja, povem, nekaj se mi zgodilo in to v šoli lepo povem otrokom. Včasih mi pa že otrok reče, učiteljica, je vse v redu. In ko me en učenec v 8. razredu to vpraša, ko sem DSP imela, zelo sem žalostna, ampak hvala, da si me vprašal, ker zdaj se drugače počutim. Otroci zaznajo in jih je dobro poslušati in slišati. Ta pod iskrenosti in pristnosti se vedno obrestuje, sploh pa pri vzgoji. Torej, lahko rečemo, če smo kot starši čuječi, smo na neke vrste varni strani in tudi pri otroku vidimo, da je pač, kako bi rekla, te njegove posebnosti in znamo drugače pristopati. Večkrat pa ste v knjigi omenili, da gre pravzaprav, ko pa vključimo še šolo, za ta trikotnik sodelovanja, učitelj, otrok, starši. Pa bi vprašala vas, gospa Alenka, namreč, ko sem razmišljala, kako bi vas predstavila, sem na spletu našla en tak zelo lep zapis, gre za zapis enega študenta ali študentke, ki je zapisal, gospa Alenka je strokovna, poglobljena, izjemno pronicljiva, toplo sproščena in radovedna oseba. Zanimajo jo vidne in očem tudi nevidne stvari. In to se mi je zdelo tako lepo, če odmislim to, kako velika pohvala za vas kot profesorico, ampak mene je res nagovoril ta zadnji del, o čem tudi nevidne stvari. Torej se že študentje, ko študirajo, ko bodo enkrat učitelji, sprašujejo o tem in vidijo, da je treba biti pozoren tudi na to, kar je očem mogoče nevidno pri pedagoškem procesu. Torej, mene zanima, kako pripravite učitelje na delo s tem, ker je najbrž zelo težko, Moram povedati, da torej, jaz moram reči, da to prvi slišim, kar ste zadnji prebrali. Pa bom preposlala. Čudovit zapis je bil in se mi je prav dotaknil. Ne surfam toliko po svojim imenom, ampak surfam po drugih stvarih. Kaj ne rečem? Jaz mislim, da sem začela zdaj res pri sebi in svojim prvim delom. Jaz sem se v vzgojnem zavodu, kjer sem delala 10 let, kakor sem rekla prej, zelo veliko naučila. Od otrok in od staršev. To niso bili otroci, ki so živeli v izjemno lepih okoliščinah. To so bili traumatizirani otroci. Ampak kljub vsem travmam, kljub njihovemu nepredvidljivemu vedenju,
se je dalo veliko spremeniti, če si našel to nit, ki je povezovala otroka, njegovega vzgojitelja, socialno delavko otroka, mene in otroka. Če smo delali tudi starši, če smo jih upoštevali, če smo jih včasih tiste, ki so bili, rekla, tudi socialno zelo deprivilegirani, tudi kaj učili, če smo imeli z njimi potrpljenje, so se uspehi videli. Bom povedala eno preprosto situacijo, ko sem se, jaz sem se od njih zelo veliko naučila. Bil je en fant, ki je hodil po mojem 7. razred, čeden, ni imel učnih težav, ni imel ADHD-ja, bil je pa zelo impulziven, se pravi, je tudi sestavni del lahko ADHD-ja, ni premislil prednje, kaj je rekel, občasno je bil tudi agresiven. In ko sem ga jaz tako čutila, da sem sedela tam v tisti moji sobi, še v gradu, od Lazarinijev v Smledniku, sem rekla, veš, jaz pa tako doživljam kakor nek oreh. Ta tvoja lupina je trda, ampak jaz noter čutim mehko jedro. Jaz sem bila res, še zdaj sem gadnila, zaradi njegove reakcije. Ali je bil tiho, je gledal in je začel jokati. Skratka, gre za to, da čutimo otroka in da najdemo prostor in da najdemo čas, da se potem z njim ukvarjamo. Vaše vprašanje je pa bilo, kako učitelja pripraviti. Jaz nisem, oziroma moj temeljna pedagoška obveznost je bila na oddelku za socialno pedagogiko. Tam smo naše bodoče študente in predvsem študentke od začetka do konca poučevali predvsem o tem. Odnos. Aktivnosti. Individualno delo, delo za starši, iti v skupnost, skupino, oblikovati skupine, otroke opolnomočiti. Ne glede na to, kakšne težave imajo. A je to ADHD, ali so kakšne druge tam. Na razrednem pouku je pa drugače. Tam sem učila par let, ampak zelo malo. Zaradi tega, ker je bil za ta predmet, ker je največ predmetov je šlo za snovi, za didaktiko in za te stvari. To specialna in socialna pedagogika so bile pa tako 15 ur. 15 ur za eno, 15 ur za drugo. In v 15 urah kaj lahko daš? Recimo, jaz sem poskušala tako, da sem dobila od Kinodvora en film, nizozemski, ki je opisoval enega ADHD otroka. In smo si ogledali film, in smo na tej osnovi se potem pogovarjali. Skratka, v teh malih, kratkih urah sem poskušala dati tiste ključne stvari in opozoriti na to, da ni toliko pomembno, kaj delaš kot učitelj, ampak kako delaš in kakšen odnos z učenci ustvariš. In seveda tudi z starši. In če si kot človek dovolj sposoben, da za to razredno skupino, kjer imaš zelo raznolike otroke, najdeš dovolj energije, da vidiš vsakega od učencev. Jaz mislim, da so to tista vrata v dobro nadaljevanje. Potem pride pa še znanje, pa izkušnje. Hvala lepa. Torej, kako delaš, ne? Ja. Če to zdaj preslikamo na domače okolje, gospa Lidija, v vašem priročniku je kar nekaj nasvetov, kako lahko pravzaprav izboljšamo, če lahko rečem, izboljšamo družinsko življenje. Kaj vse lahko družina naredi, da je vsem dobro, mogoče s čisto eno majhno spremembo. Pa bi vas prosila za kakšen tak nasvet, ki ste ga opisali v priročniku. Ja.
prej sem že omenila, ne, malo spremeniti način življenja, ne, popoldneve, ne, omenila sem tudi biti skupaj, brati pravljice, igrati se, iti na sprehod, pogovarjati se, ustvarjati. Ne, to so recimo pravljice, to je obred. Ali pa recimo mi z možem imamo več otrok, potem kakšen dan, da je en otrok edinec, to pomeni, gremo skupaj na kavo ali pa na kosilo, na sladoled. Tako mi je zdaj prišlo na misel, ko je najstarejši, ki je star 14 let, imel rojstni dan in sem napisala v šolo opravičilo, da 2 uri bo prej šel iz šole, ker ima rojstni dan in gremo skupaj, mož, pa sin, pa jaz na kosilo. Pa sem rekla, si ti učitelju povedal? Je rekel, razredniku ne, ker če bi povedal, zakaj sem šel prej, bi potem vsi to delali. Je rekel, nočem delati glav. Ampak meni se je to zdelo pomembno, da si vzamemo čas, da otrok čuti, da je pomemben. Pravljice, to je obredje zvečer. Lahko imamo, recimo vsak večer mi zdaj v adventu, imamo adventni venček pa adventni koledar in tam so pravljice. Zdaj, če se lahko pohvalim, beremo samo moje pravljice. Sem prav vesela, na toliko letih se je teden nabralo in zvečer tako v posteli preberemo eno pravljico. Jaz se spominjam, kako je nastala, tu pa imamo en tak obred in tega ne bomo pozabili. Potem recimo lahko si izmislimo dneve, ne vem, dan ponedeljek je dan za ustvarjanje in popoldne ustvarjamo. Ali pa Neža je tudi naredila take vrečice adventne, kjer so poleg bombonov neke zadolžitve. Danes imamo, ne vem, ki naj odprl, ne vem, kaj je bilo za danes, ampak za včeraj pokliči nekoga, ki ga pogrešaš. Ali pa bodi prijazen, ker v soboto je na rojstni dan, bodi prijazen do Tineta. Ali pa ne vem, take drobne stvari in tako si lahko malo na drugačen način naredimo, popoldneve, se nekako povežemo drug z drugim, potem, ne vem, počitnice, toliko, kam vse se gre. Včasih je dovolj, da gremo v domač kraj ali pa se odpeljamo z vlakom v sosednji kraj. To je za otroke krasno doživetje, te mlajše. Te veliki imajo malo svoje, imajo tudi želje, kaj si želimo, pa se na listek napiše in potem se trudimo za to nagradico. Ne vem, čudovite stvari se dajo skupaj početi. Se potem, ko so že veliki, oni kar sami povejo, ja, to mi ustreza, to pa mi ne ustreza. Tako lušne stvari se dajo narediti, ampak način življenja se pa tu malo prilagodi otroku in pravi, ja pa zakaj večkrat slišim, ja pa ne bomo zdaj zaradi otroka, ampak jaz pravim, tudi v šoli, ko učiteljice reče, pa ne morem se samo z njim ukvarjati, pa jaz pravim, ko z njim, tako kot je Alenka rekla, ko z njim spostaviš odnos, pristen odnos, ga potegneš na svojo stran, veš, katera so njegova močna področja in tam lahko čudovito komunicirate. In ko ti tega otroka imaš, se z njim res moraš ukvarjati. Ampak ko ga imaš v razredu, z njim več ni izzivov. Zato, ker je tvoj pomočnik na tvoji strani, a on ti ne bo nagajal, on ti bo še več naredil. Vendar, en pogoj je, to ni tako, zdaj bomo pa midva sodelovala. Ti ga moraš povabiti kot učitelj. Mi smo odrasli, otroci so otroci. Jaz ga povabim, ga spoznavam, mu dajem ene stvari, ki so mu fine, recimo, ne vem, rad pobriše tablo, gre gospe tajnici, nekaj prinese, odnese, tako in spostavljava odnos, to traja nekaj časa in potem se ta odnos obrestuje. Dosti lažje v razredu, otrok je zadovoljen, jaz kot učitelj sem zadovoljen in podobno je tudi doma. To se mi zdi pomembno spostaviti, kakšen odnos imam jaz do svojega sina, hčerke. Takšen odnos bo imeli tudi njegovi brati oziroma sestre. Jaz sem model, podobno je tudi v šoli. Če je učitelj prijazen, spoštljiv, vljuden, vzpostavlja odnos s tem otrokom, ta otrok v razredu ne bo imel težav, ne s učiteljem in ne s drugimi učenci. Ta isti otrok je dobil novo učiteljico,
dinamika se spremeni, ker je od nje odvisno, kakšen odnos imate in takšen odnos potem ima ta otrok tudi v razredu. Se to zelo hudo slišati kot učitelju, ne? Včasih se jaz temu izogibam, ne? Ampak to je resnica. Iz lastne kože vidim, kako je bilo s tem otrokom na začetku, v katerem sem tudi pisala v magisterski nalogi, kako sva midva tolkla drug ob drugega. Zakaj? Ker sva si bila tako podobna in v odnosu doma je isto. Tolče se s tistim otrokom, ki si zelo podoben, tolčeš temu udarje skupaj in ko se vzpostavi odnos, dokler se ne vzpostavi, imamo vsi težave doma, v šoli, ko se pa vzpostavi odnos, se pa nekako pomirimo, ne? In potem odkrivamo, kdo je otrok, kaj vse nosi, kaj prinaša, ker prinašajo darila, ne? Ko se nehamo ukvarjati z izzivi, ki naenkrat več niso tako težavni, ne? In vidimo, kaj vse nam prinaša, kaj vse zna, kaj vse obvlada, kaj ga zanima, ne? In kaj vse nam ima zapovedati. Tako da so te drobne stvari, ki spreminjajo odnose, pa potem naredijo, da je vse lažje, lepše. Res lepše. No? Tako jaz spodbujam starše, da malo premislijo, kaj je tisto, kar otroka tako moti, da se tistemu izognemo, vendar kasneje, pa mogoče malo preizkušamo, ne? Kako pa se zdaj odziva. Ne? To ne pomeni, zdaj bomo pa to črtali iz repertoarja, ampak v tem trenutku zdaj otrok še ni zrel. Toliko tako. Torej nekako čas in odnos v nenehnem kroženju, ne? Ja. Si kar moramo vzeti čas za to, da za otroka, za te dejavnosti in to nam potem se vrača v neko veliko zvrhano mero, ne? Omenili pa ste danes že večkrat pravljice in glede na to, da je bila vaša magisterska naloga prav na tem področju, če sem prav razumela, kako uporabiti pravljice pri delu z otrokom, bi vas pa prosila za praktičen nasvet, kako pa vi jih pišete sami, ne, imate ta privilegij in seveda vaši otroci potem, ko jih poslušajo, ampak kako pa kot nekdo, ki nima vsega tega znanja, pravilno posegati po zgodbah, pravljicah, kako jih izbrati recimo v knjižnici ali ko jih kupujemo, na kaj biti pozoren? Ja, hvala. Ja, meni, recimo jaz osebno prisegam, Anja Štefan, Bina Štampežmavc, to so tako tople, tako mehke pravljice, da te kar posrkajo še drugih naših slovenskih avtorjev. Potem sama osebno zelo ljubim Andersena in moji doma otroci poznajo ga, tudi učenci, ki so bila včasih tudi učiteljica, bi znali povedati, poznamo vse Andersenove pravljice in res. Vendar, za mlajše otroke, v 3. razredu sem brala Andersena in mi smo v 3. razredu naredili raziskovalno nalogo o Hansu Christianu Andersenu, to so tretješolci delali, vendar pod enim pogojem, ne. Ti otroci so imeli pravljično kondicijo, to pomeni 1., 2. razred smo brali pravljice. Požirali smo pravljice. Zakaj? Zato, ker sem ugotovila, da se jaz z njimi umirim in umiril se ta moj nemirni učenec z njimi. Ne? In je bilo to ena taka vzajemno, ne? In pol na koncu smo naredili to raziskovalno nalogo. Hočem pa povedati, kako izbirati, če ne. Ene so zelo bleščave, ampak meni se zdi, da kot mama, ko grem v knjižnico, da ima zgodba nekaj, da ima zgodba dušo. Ne vem, to se mi zdi tako pomembno. So ene bleščave slikanice, pa se imajo otroci to dotrajati, pa sami prilistajo, pa si če sami preberijo. Ampak ene stvari so pa pomembne, da zdrhti duša, da se te dotakne. In jaz sem prav v 7., 8. razredu pripovedujem pravljice. Ne? To je zame izziv, ker s temi te velikimi sem jaz kar mali. Jaz sem bolj za te majhne, ampak te veliki so mi izziv. In sem rekla, nič pa boste poslušali tega pogumnega snežaka, to je ena pravljica o takem zelo nemirnem in hiperaktivnem snežakecu, ki je bil zelo drzen, ampak spremenil je njihov svet. In sem prav povedala v 2 sedmih sem pripovedovala to pravljico.
In zanimivo, kako so se odzvali. Jaz sem jim povedala malo teorije. Sem ka za otroci se crtamo s pravljicami, z otroci, ne. Mladostniki pa poslušajo pravljico in skušajo odkriti skrite pomene, ki so za njih v zgodbi. To pomeni, zakaj potrebujemo skrite pomene. Jaz potrebujem pravljico takrat, ko sem zelo žalostna, potrta, ko se moji cilji malo zabrišejo, ko se mi sesuje moj svet, ko sem res tako na robu in potem imam na polički pravljice, po ljudskih pravljicah, to sem še prej pozabila, slovenske ljudske pravljice, tudi drugih narodov imajo to težo, tega duha, dušo, ne? In te pravljice mi povedo tisto, kar jaz sprašujem, kam moram zdaj, kaj je pomembno. V pravljicah so samo najpomembnejše stvari povedane. Ali se pa zaslutijo. Recimo, čisto konkretno, ne? V pravljici je glavni junak. Lastnosti ima podobne kot otrok z ADHD. Nemiren, vedno tak poseben in se odpravi na pot. Na začetku je vse fino, potem pa se zaplete, nekaj grozne pa se mu zgodi, kaj pa zdaj. In na poti se pojavijo glasniki dobrega. Jaz kot otrok imam težavo, vstopim v to pravljico, sledim glavnemu junaku. Vstopim v pravljico, odložim vse svoje skrbi in sem v pravljici z glavnim junakom. Doživljam, kaj on doživlja. Strahove, pomoč, negotovost, vendar vem, na koncu bo konec srečen. Torej, nič me ni treba biti pretirano strah, konec je srečen. In jaz potujem z glavnim junakom, ki po velikih težavah, izzivih doseže svoj cilj. Srečen konec. Srečen je, zadovoljen, zmogel sem. In na koncu, jaz vse ta občutenja, ki jih ima glavni junak, doživljam tudi sama. In tudi otrok. Se pravljica zaključi s temi prijetnimi občutki, stopim iz pravljice, si oprtam svoje izzive, ki sem jih prej odložila in grem naprej. Z vsemi temi sporočili. Vredno se je potruditi, dosegel boš, na koncu je srečen konec. In to me vleče naprej. Hkrati pa v enih takih kritičnih trenutkih me pravljica pocrta. Recimo, s kakimi izzivi me opogumlja. Vse to najdem v pravljici, ker jaz imam to v svoji glavi in o tem razmišljam. Ko berem pravljico, dobim odgovore. Zato so pravljice, jaz pravim, od dojenčka, od najmlajšega do najstarejšega. Zato, ker nam ponujajo sporočila, ki jih v tem trenutku potrebujemo. Ja, in so zelo dragocene. Tako da berimo pravljice sebi, otrokom, odraslim, detkom, babicam ali pa babici, detci nam pripovedujejo. Tudi to je dragoceno. Iz njihovega življenja, jaz sem tako rada poslušala mojega starega ata, je tako pripovedoval, nekateri tega niso mali, meni je bilo pa fino, je pripovedoval tudi iz zgodbo, ampak vedno drugače. Bistvo pa je bilo, ne, začutila sem plonjenje tam, ne, in se zdaj si spomnim. Čudovito, to sporočilo nekaj odmeva in tudi vse ostalo, kar ste povedali. Res najlepša hvala za čudovit pogovor obema. Prepričana sem, da se je našim obiskovalcem vmes porajalo kakšno vprašanje, pa bi predlagala, da vmes, ko razmišljamo o tem, še enkrat prisluhnimo naši mladi glasbenici Neži Ani Kamašek, potem pa kar z vprašanji na dan.
Hvala. Torej vprašanja. Zelo bomo veseli kakšnega vprašanja. Ja. Kar pogumno nadarjeni. Če ima mogoče kdo kakšno izkušnjo s tem, pa bi mogoče lahko še kaj povedal zame. Se bom kar jaz izpostavila, ne bom ostajala, jaz sem Alenka, dober dan vsem. Jaz imam tudi enega otroka specialca z vsemi temi simptomatikami. Tako lepo vas je bilo poslušati, idealno, da ne rečem kar idilično, ampak kaj pa takrat, ko najdeš in veš, kaj je pri otroku in je očividno, kaj je pri otroku to močno področje, pa vendar je vsega ostalega toliko, da kar malo tonaš, a ne? Torej, moj Andrej je šestošolec, imam tudi 4 otroke, od 8. do 1. so letos. In trenutno smo res, poznamo vse te glasbene udejstvovanja in to, ampak trenutno smo vsi zelo utrujeni zaradi teh šolskih obveznosti in v resnici drug teden je šola v naravi, ki se jo zelo veseli, smučanje oziroma vsaj nekaj, kar bo zunaj in zrak, ker to nas rešuje. Ampak ne boste verjeli, ravno včeraj je pogledal na koledar in je rekel, mama, jaz kar ne moram več, ne. Ker takoj po novem letu je angleščina, je, ne vem, 35 novih besed. To za našega Andreja, a veste, če pri matematiki bil lani zlat, vegal za 7. razred v 5. razredu, je angleščina, slovenščina čista katastrofa, ne. Nekaj, v resnici smo vsi utrujeni. Kaj pa takrat, ne? Kako pa takrat? Pa so dejavnosti, pa smo zreducirali, pa so zunaj, pa je kolo, pa je, ne vem, spanje, ne, ker pri našem otroku je še nespanec Andrej, preden se vse to umiri, da zaspi. A veste, še tista bolj realna plat. Sej... Ja. Zdaj, ko ste rekli utrujeni, potrebno se odpočiti. Nekako kakšne stvari dati na stran, ne? In se hkrati veseli tistega, kar je njemu tako zelo pomembno, pa potem razmišljati, kaj bo po novem letu, ne. Zdaj, če se že zdaj obremenjujemo... To se samo obremenjuje, ne jaz. To se je sam videl, ne. Veste, DSP je specialka, je odlična, ne. Ampak vidijo, ne, otroci na koledarju, to nekaj, da bom kar skrila iz koledar, ne, ko ga je kar nazaj prinesel tam na ono tablico odhode. Ne vem, ali so... Ne, to pa je malo moja skrb, ne, kakšne bodo pa počitnice, ki jih rabiš kot oseba, jih tak otrok še toliko bolj rabi, ne. Ja, zdaj po tem, kar ste povedali, ja, še kako jih rabi, ne, pa mogoče, da ga v tej smeri, da zdaj v tem trenutku naj tisto odloži bo potem, ne. To je, ne, da se ne, to tako radi, ne, skrbimo, ne, ta trenutek, razmišljamo za naprej. Zdaj, ko ste rekli utrujeni, ja, spočiti, kakšne stvari da grejo v stran, ne, koliko, ne vem, sej, to jaz lahko, ker vidim tudi pri nas je tako, tudi smo mi zelo utrujeni, ne, in ene stvari sem jaz osebno rekla, zdaj pa s tem zaključim, do novega leta, preprosto, mož malo teže to naredi, jaz pa lahko, ne, ker imam malo drugačno službo, oziroma delam za polovični delovnik. Potem tudi otroci, na kakšne stvari pač ne gremo. Meni se je zdela zelo originalna ena mamica, ker je otrok prišel v šolo, pa mi je hčerka rekla, mama je pa danes rekla, da ne bomo imeli domače naloge. Sem ka res, kakaj frajerka je, sem ka povej mi, zakaj ne? Rekla, zato, ker smo šli ven, ker je bil tako lep dan. In jaz nisem delala z tega scene. Res pa je, da nekateri učitelji tega ne razumemo, ne? Tudi, recimo, v svoji hčerki sem napisala opravičilo, ker smo bili čez vikend odsotni, ker smo šli v Graz. Sem napisala opravičilo, da prosim, če je lahko nevprašana, pa me je že vprašala, reka mami, a bo učiteljica upoštevala? Sem pa ne vem, ona se odloči. Reka, ti bi kot učiteljica, kaj ja, vedno. Ne? Tako probamo na en tak, pa tudi šoli potem, ne vem, jaz sem v šoli zelo vesela starša, ko pridejo pa povejo, gledajte, tako je, zdaj pa ne bo to šlo. Jaz kot izvajalka dodatne strokovne pomoči, jaz grem k učitelju pa povem, prosim, a lahko to nekako uredimo. Vse se da, ne vem, jaz grem k učitelju in rečem, prosim, a lahko.
Ja, nekateri. Ja, prosim. Sonja, jaz sem pa zdaj ob vašem vprašanju pomislila na to, kar smo imeli na SAZU-ju, mogoče mesec nazaj. Oblikovala se je skupina in na tem srečanju je bila dr. Anica Kos, je bil Medveš iz, že obkojen, kot jaz, iz Filozofske fakultete. V bistvu, torej bom povedala, kaj je on rekel. Osnovna šola ne bi smela biti selekcijska. V osnovni šoli ne bi smelo biti točk, ki omogočajo in determinirajo nadaljnjo šolanje. In očitno gre tu za velik razkorak med pedagoškim osebjem, ne rečem, da vsemi, ampak kar velik del pedagogov isto misli in pa nekako rekla družbeno ali pa usmeritev odločujočih. In če bi poleg učiteljev ostali tudi starši s pritiskom, je bi mogoče dosegli manj te dejansko birokratizacije šolstva. Tisto, to je zdaj na načelni, na družbeni ravni. Tisto, kar pa je možno na tej osebni ravni, je pa to, kar je rekla Lidija, dober odnos z razredničarko, pogosto pri njej, jo pohvaliti za vsak njen lep ali pa dober korak in nekako biti varuh vašega sina v tem, da so stvari zanj. Zakaj je pri matematiki tako dober? On je tam genijalen. Da se mu na drugih, torej on je sposoben, ampak te sposobnosti niso tako harmonično razvite. In zato mora biti za njega kriterij pri drugih predmetih drugačen. Ampak to točke onemogočajo. In zato je to začarno. In zato je tudi mnogo učiteljev v stiski, ker so razpeti med individualnim razumevanjem in v bistvu neko povprečnim oziroma zahtevami in pričakovanji. Ne samo staršev, tudi ministrstva. To je res širše, ki se pa rešuje na... V bistvu je treba nekako za vsakega posameznika najti nek individualni pristop in reči, tule bomo pa kriterije znižali. Ja, to bi bilo, to je individualiziran pouk. Mislim, kar 9-letka se je trikrat revidirala oziroma novelirala, ampak so sam pridali. Torej jaz kot mama to vidim, po vseh točeh, ki sem brskala ta kurikulum. Veste, pa prinese otrok, ne vem, ki nima nobenih grafomotoričnih primanjkljajev, Montessori vrtec, hvala Bogu, da smo ga imeli, prinese, ne vem, izrezlano. Zadnjič je pri tehniki dobil 3. Veste zakaj? Zato, ker njegov avtek, ki je bil narejen perfektno, ni imel uporabne vrednosti. Moj mož je rekel, da sploh ne razume, kaj hočijo. V takih primerih jaz mislim, da je treba jedeti. Mi smo šli kruš, ampak a veste, to je bilo za moje pojme perfektno narejeno, izrezlano, torej ta plastika in les in ne vem koga, ni bilo uporabne vrednosti zraven. In potem se otroku, ki je bil sposoben 1 uro in pol, 90 minut, zraven tega sedeti svet se njemu podaril. Tako A niste imeli možnosti, da bi nadaljevali na Waldorfski? Na Montessorija. Na Montessorija. Ne, zaradi istega razloga, kot je navedla gospa mama, jaz pač tudi ne morem 4 otrok voziti na drugo stran Ljubljane, ker je res, če smo mi dva s soprogom raztreščena, so raztreščeni kot otroci, vsi 4, ne samo specialc. Specialc pa najbolj še toliko bolj. V resnici nas pa on tako umirja, ampak... Meni se zdi za učitelji, ker presenečajo. Jaz sem bila prej bolj z malimi sem delala, nižja stopnja razrednih pouk,
zdaj sem pa kar s velikimi in z učitelji po različnih področjih, zgodovina, geografija. Jaz sem globoko ganjena, kako nekateri učitelji pristopajo, kako individualno se da z njimi dogovarjati. Res. In hvaležni tudi za starše, ki pridejo v šolo in povejo, čim je izziv, kako otrok stvari doživlja. Učitelji ne vejo. Po drugi strani je pa kak učenec reče, učiteljica, jaz sem doma mami povedal, ne? Nekateri učitelji me slišijo, eni mi pa ne. Mama je rekla, da ima veliko otrok, pa ne more. Zdaj, pogovarjamo se, ne? Da otrok to reče. Ne? Pogovarjamo. Učitelji smo tudi različni, ampak meni je dragoceno, da mi starš pride povedati, otrok mi še kaj pove. In potem tu se vzpostavlja odnos. In to je pomembno, da se otrok čuti pomemben v šoli. Jaz sem zdaj enemu mladostniku rekla, nisi ti zaradi mene tukaj, jaz sem zaradi tebe tukaj. Ne? Tega se moramo učitelji zavedati. Mi smo zaradi otrok, ne otroci zaradi nas. Ne? In je to pomembno, ker to je ena popotnica, ki jo otrokom damo za naprej. Zdaj pa še čisto tako življenjsko. Ne? Jaz nisem imela v osnovni šoli idealnih učiteljev. Ne? Jaz sem bila zelo, ne bom pozabila učiteljica, ki je rekla, kaj to si napisala, vrško v koš. Kako sem bila prizadeta in užaljena in ne vem, kaj se je potem zgodilo, ne? Mogoče 5-10 let nisem pokazala nikomor svojega dela, potem enkrat pa sem. En pogum se je skozi pogojil. Mi vedno ne vemo, kaj določene reakcije učiteljev povzročijo pri otrocih, ne? Kaj to za naprej pomeni? Mi se kot jaz, kot mama, mene vedno strah, ko da pride v žalostni šole, pa pove, kaj je učiteljica naredila, ne? Si mislim, ok, ampak jaz ga bom podprla, ti veš, da si čudovit, ti veš, da si to krasno naredil, ne, ta vidik, jaz verjamem vate. Pri učiteljih pa ne moramo zdaj midva na njega vplivati. On se je pač tako odločil, zaradi tega, ker se mogoče mu kaj trenutek prej zgodilo ali pa nekaj, na to nimamo vpliva. Imam pa na vpliv na to, kaj bom pa jaz iz tega se naučil, potegnil. Ne? Torej, moj izdelek je v redu, on ga je pač tako ocenil, jaz sem pa na njega ponosna. Moja mama je na moj izdelek ponosna, zelo ponosna, moja oče. In tu potem, tu je družina tista, ki ga otroka objame, ga podpre za naprej. Ker življenje bo srečeval takšne učitelje, takšne šefe, takšne sodelavci, to je vedno tako. Ne? In mame bi rade, jaz vem tudi sama tako zaverovala, nočem, da je moj otrok žalostni, potrt, razočaran. Ampak to je življenje, tudi jaz sem bila, tudi vi ste bili, vsi smo bili da razočarani, prizadeti, fejst. Ampak kaj je to v meni spodbudi? Recimo sama vem, kolikokrat sem 3 založbe sem imela, ki so mi najprej rekli ja, pa potem ne, za moj priročnik. Pri Bohorjevi sem prišla, prinesla rokopis januarja letos, ja, in moj priročnik je tukaj. Alenka je rekla, se splača biti strajna. Ja, ne, tako me je prizadelo, ker pri eni sem že bila dogovorjena, vse je bilo to wow, sanjsko, tudi zaslužek sanjski, ne, pa se potem stvari niso zgodile, kako sem bila razočarana. Sedela sem v avtu, jokala sem in tisti dan je bil za mene žalovanje, pa še naslednji dan. Potem sem pa naredila načrt, torej, ne, gremo drugam. Ne vemo, kaj to povzroči pri otroku. Zato pa smo tisti, ki smo blizu, opazovalci, spodbujevalci, ljudje oziroma mame, ki cartamo. In to je popotnica, ki damo otroku. Na drugem težko vplivom. Lahko pa z odnosom, ki ga vzpostavimo. To je z vidim z učitelja. Pogovarjati se, predstaviti, povejte, hodite v šolo. Če učiteljica ni zadovoljna z mamo, tako v našem primeru, bo Ati šel. Tako je. Eto. Zdaj, mogoče, da se vam ščepec odgovorila. Tako bi si človek želel, ne, glede na tem, nisem to zdaj spet, moj mož bi rekel, to je tvoja reševanje situacije, ne, ampak res bi si človek želel, da več, ko vemo, bolj zapletamo. Jaz bi pričakovala, da več, ko vemo, bolj bi mogla razpletati ta vozel. Govorim o sistemskih. Ne? Pa ne vem, kje se to zgubi, kje se to ne sliši. Tega jaz ne razumem. Tako kot nekdo, ki ima uvita, ne, v to zakonodajo in ureditev, vsebinsko ne. Jaz vsebinsko zdaj to spoznavam
vsled šestošolca. In mi smo pri njemu ugotavljali že v vrtcu, ne, drugačnost. Tako da, ne, ampak to bi mene res zanimalo, ne, saj ste v teh svetih ali komisijah, ali jaz ne vem o čem vse, da bi se to slišali. Jaz se bojim, da se praktikov ne sliši. Da se sliši predvsem izbrane, ki pa niso v šolski praksi. To govorim na osnovi moje kolegice, ki je bila ravnateljica vrsto let in je rekla, jaz sem utrujena od tega, ker je vse tako zbirokratizirano. Jaz ne delam nič drugega več, kot pa samo odgovarjam na zahteve ministrstva. In skrbim, da so vsi regelci izpolnjeni. In kaj se je zgodilo? Zbolela je. Ko se je upokojila, je zbolela. Ampak zdaj bi še vam mogoče dodala nekaj, ne? Jaz se spomnim tistega časa, ko sem jaz hodila v šolo, se o tem ni toliko govorilo, ne? Šole s prilagojenim programom so bili tam nekje. In ko sem zaključila svoj študij, sem šla na šolo s prilagojenim programom, ker mi je bilo luštno, ampak pogoji, zdaj gledam katastrofa, nikakršni pogoji. In potem kasneje sem se zopet znašla na eni šoli s prilagojenim programom Mariboru, ker so bili pa dosti boljši pogoji, zelo všečni. In sem si tak sama pri sebi, ne, to še je bil ene take moje sanje, te šole morajo imeti vrhunsko opremo, prav zaradi otrok. Ne. Ampak če gledam eno tako črto, vse te stvari zelo izboljšujejo, ne gre pa na vseh. Tudi v šoli ogromno govorimo o učencih z ADHD. V naši šoli, o tem se veliko govori. Zato, ker so, kako bi rekli, glasni, ne, vedenjsko izstopajoči in potem o tem govorimo. Se osveščamo, izobražujemo, včasih tega ni bilo. Ne? No, ampak ADD se pa pozablja, to pa res ne smemo. ADD se pa pozablja. Tisti, ki so bolj počasni, torej, jaz imam od tega našega specialca ena zelo dobrega prijatelja, ga jaz inštruiram, zato ker ga starši ne. On pa ni hiperaktivni, samo ADD. Katastrofa, njega pa nobeden ne vidi. Ne, zaradi tega, ker je tako težko zaradi otroka. Ja, razumem, ne. Tudi tisti, ki so najbolj mirni v razredu, ne, je na njih treba biti pozoren. Ker so pa samo počasnejši. Ja. A ne? Naš Andrej je pa vsod. Spet je tu vloga staršev, da pride v šolo, da pove, upozori učitelja, ker jaz zdaj tako skušam tudi realno, ko imaš v razredu 28 otrok, ne. Se ti zgodi, da kaj spregledaš, ne. To starš te opozorim, potem si bolj pozoren. Jaz sem zelo vesela staršev, ko pridejo, ko se najavijo in potem pogledamo, kaj se da narediti. Torej, starš je tisti, in tu tudi v priročniku piše, starš je zagovornik svojega otroka od začetka. To je pač naša naloga, naše poslanstvo. Je še kakšno vprašanje? Sicer pa predlagam, da se po dogodku še malo podružimo tukaj z našo avtorico, z drugo gostjo, pa mogoče rečemo še kakšno tako živo. Vsem se najlepše zahvaljujem za vaš obisk, tudi v takem številu, zlasti pa vama, cenjeni gosti, zato da ste se odzvali vabilo, da smo lahko črpali to vajno znanje. Vsem želim vse najboljše na vaših poteh, pa naj bo ta čas priprave na Božič čim bolj miren, prazniki pa potem čim lepši. Hvala lepa vsem in lep dan.